Imate težave pri izbiranju finančnih produktov, ki vam jih ponujajo banke ali zavarovalnice, so davki za vas, španska vas, veste, kaj se zgodi s cenami obveznic, če obrestna mera pade? Finančna pismenost pomeni, da posameznik pozna in razume finančne pojme in veščine in da to znanje uporablja pri sprejemanju odločitev. Ko so pred kratkim na Pedagoškem inštitutu predstavili rezultate prvega mednarodnega preverjanja finančne pismenosti med 15-letniki, bi morali zaradi podatka, da so se slovenski mladostniki uvrstili pod povprečje, vključiti alarmi. Nekaj bo treba storiti, ker je tudi med odraslimi s finančno pismenostjo veliko težav, ugotavlja Tatjana Pirc, avtorica današnje sobotne reakcije. Da bo treba v vseživljenjsko izobraževanje vključiti tudi finančno opismenjevanje, poudarja doktorica Petra Javrh, ki na Andragoškem centru Slovenije vodi raziskovalni projekt PIAK. V projektu, ki ga zdaj izvajamo, tak obsežen mednarodni projekt, testiranje kompetenc odraslih, raziskava PIAK, skušamo ugotavljati, kaj pravzaprav je v resnici na področju zmožnosti znajdeti se v, rekla, tehnološko bogatem okolju, kar recimo neka bančna elektronska storitev ali pa celo bančni avtomat ali pa nekaj podobnega dejansko je. A v tem vidite težavo? Ja, presojamo, da tukaj bi znala biti ena taka, rekla, kritična točka, kjer... Pa ne gre samo za starejše, ne? Ne, tukaj gre za celotno skupino prebivalcev, to so lahko tudi mladi ljudje, ki na videz zelo dobro poznajo, rekla, računalnik ali pa se hitro znajdejo v neki, rekla, digitalnem okolju, pa vendar jim manjka pri presoji neke ocene, neke številčne ocene, recimo finančne ocene, tveganje, selekcija in tako naprej. Ne? Tukaj gre že za bolj kompleksno uporabo nekih parcialnih veščin, ki se združujejo in tukaj le vidimo, da v bistvu ja, je problem. Znanje, ki je danes potrebno, enostavno tega znanja ni mogoče pridobiti samo v šolskih klopeh. Dejstvo je, da ta finančna pismenost je verjetno ena od spretnosti, zmožnosti, ki jih uporabljamo, ki jih moramo v življenju znati, ki se najhitreje spreminja, ker živimo v dinamičnih časih, tudi gospodarsko dinamičnih časih in pravila igre se tukaj zelo spreminjajo. Ne. Omenili ste mednarodno raziskavo, v kateri sodelujete, verjetno zdaj težko predvidevava, kakšni bodo rezultati, ne? Ja, ta raziskava merjenja kompetenc odraslih bo zajemala tako bralno pismenost kot matematično pismenost. Po drugi strani pa je pa novost prav to, kar sem prej omenila, ne, se pravi reševanje problemov v tehnološko bogatih okoljih. Zdi se mi, da je to najpomembnejši del, ker tukaj bomo v bistvu za celotno populacijo, se pravi za vse prebivalce Slovenije stare od 16 do 65 let, dobili kar natančno oceno, kaj s temi v bistvu kompetencami pri nas je. Zakaj je to zelo pomembno? Zato, ker je to mednarodna raziskava pod okriljem OECD-ja in v njej sodeluje večina evropskih držav, se pravi, tukaj ima Slovenija eno tako zelo močno, bom rekla, osnovo, kjer se bo lahko primerjala z ostalimi, kam se bo umestila. Osebno pa z enim nelagodjem v bistvu čakam na te rezultate, ker se mi zdi, da verjetno, da ne bodo tako zelo bleščeči, kot bi si mi obetali. Gre za davčno politiko, gre za proračun, gre za pomembne stvari, gre za bančni sistem, vemo, kaj se je dogajalo v zadnjih letih pri nas in po svoje morda komu koristi, da ljudje nimajo, da državljanke in državljani nimajo dovolj tovrstnih znanj. Kdor razmišlja, da je to koristno in morda so nekateri ljudje v državi, ki morda tudi v tej smeri razmišljajo, v bistvu gleda zelo kratkoročno. Namreč ljudje, ki nekako ne proaktivno ne načrtujejo svojih financ, bodo prej ali slej prišli na breme države. Torej, bodo neka socialna bremena nastala in v bistvu vsak pameten gospodar se bo nekako potrudil, da
bi ljudi osvestil, da bodo pravzaprav pametno, razsodno, gospodarno načrtovali svoje finance, ker to pomeni, da bodo v bistvu tudi redni plačniki, davkoplačevalci in tako naprej. Finančna pismenost pomeni tudi razumevanje nekih etičnih norm, ki veljajo v poslovnem svetu, kar se tiče financ. Se pravi tudi utaja davkov, odnos do tega vprašanja se skriva tukaj noter, se pravi neko razumevanje, zakaj kot državljani moramo spoštovati pravzaprav neka pravila, ki so postavljena na tem področju. Tudi davčna pismenost pri nas ni na najvišji ravni, nam je potrdil magister Tomaž Perše, namestnik generalne direktorice Davčne uprave Republike Slovenije. Spomnil nas je na tragične primere, ko so komaj polnoletni naivno vstopali v posle s preprodajo avtomobilov, pa še na odpiranja podjetij, za kar so se mnogi odločili tudi zaradi subvencije za samozaposlitev. Številni so zaradi tega, tudi zaradi finančne nepismenosti, končali kot davčni dolžniki. Zavezanci pogosto zatrjujejo, da so se v težavah znašli zaradi neznanja, je povedal Tomaž Perše. Naša naloga pa je seveda, da informiramo naše zavezance pravzaprav čim bolj na čim lažji način. Je pa res, dejansko ugotavljamo, naš davčni sistem ni enostaven, res je. Naša opažanja, da so pravzaprav ljudje davčno tudi pač na tem področju nepismeni oziroma slabo pismeni in da jih je treba pač ozavestiti, kaj pravzaprav to pomeni. Osebne finance kot učni predmet najdemo šele v podiplomskem študiju na ekonomski fakulteti. Ali menite, da bi se o tem morali učiti otroci že v osnovni šoli, vsaj v srednji? Menimo, da je prav, da se mladostniki, torej tisti zavezanci, ki bojo čez nekaj let postali polnoletni, pravzaprav bojo prispevali v proračunsko in pa pokojninsko blagajno, da se zavedajo pravzaprav, zakaj se ti davki pobirajo in zakaj se porabijo. Pri številnih državljanih prevladuje miselnost, da se je davkom dobro izogniti, ne? Kako spremeniti to tudi z poglabljanjem znanja, širjenjem znanja, se pravi z davčno pismenostjo? Menite, da bi se tudi davčna kultura spremenila? Ja, žal je pri nas davčna kultura pravzaprav zelo nizko na lestvici naših družbenih vrednot, kar je sicer res, da posledica mnogih dejavnikov in pa okolja, v katerem živimo. Jaz osebno in pač mi na davčni upravi menimo, da je pravzaprav neplačevanje davkov naš skupen problem. Treba se je zavedati, da vsi tisti, ki davke plačujemo, oziroma vsi tisti, ki jih ne plačujejo, morajo pač zaradi tega plačevati bistveno več. Torej, če se vsi zavedamo pravzaprav pomena davkov in prispevkov, oziroma kaj od tega imamo, jaz mislim, da se bo pol tudi davčna kultura postopoma dvigovala in se bo pač to ozaveščanje postopno izboljšalo, vendar to traja. Kaj ima večjo moč? Kazni, prisila, grožnje ali znanje? Ja, jaz mislim, da smo Slovenci sploh taki, da na začetku se zelo pač bojimo kaznja, kar je sicer prav, po drugi strani pa si mi želimo, da pač ne bi bilo odvisno od palice, torej da na koncu pa le vidimo en korenček in zaradi tega potem skupaj vsi izpolnjujemo te obveznosti. Tako da jaz mislim, da je pač posledica vsega, torej tudi ozaveščanje, tudi kampanje, ki jo pač tukaj pelje vlada, in kazni seveda in pa pač naših ukrepov na tem področju. Če govorimo o davčni pismenosti, v političnem prostoru se veliko govori o davkih, ne? Politiki radi omenjajo davke. Kako ocenjujete njihovo davčno pismenost? Ja, zdaj v predvolilnem času pač je tudi tema davki bila zelo priljubljena tema. Marsikdo od politikov pač govori o nižjih davkih, o nižjih obremenitvah, ampak treba se zavedati, kaj to za sabo potegne. A zaznavate kdaj pri politikih tudi davčno neznanje? To je zdaj težko govoriti o posameznih politikih. Ne, na splošno. Na splošno. Lejte, pač še enkrat bom poudaril, o davkih je lahko na pamet govoriti. Se pravi, da je tudi za volivce pomembno, da o davkih veliko vedo, da znajo potem kakšne obljube oceniti, ki so na prvi hip všečne
so pa brez neke vsebine. Se pravi, davki so tista polovica na strani prihodkov, ki se rezultirajo potem na strani odhodkov. In če volivec zna oceniti pač to, kar politik govori, je to pravzaprav njegova moč, da odloči seveda pravilno, ko gre na volitve. V šolskem sistemu razmišljajo, da bi se o davkih in o financah nasploh učenci učili v okviru predmeta gospodinjstvo. Jaz mislim, da ni toliko pomembno, pri katerem predmetu se pogovarjajo o davkih. O davkih se lahko pogovarjamo pri različnih predmetih, tako pri zgodovini kot matematiki, torej tudi gospodinjstvo. Ampak dejstvo je, jaz mislim, da je prav, da se začenjajo mladostniki, torej bodoči zavezanci, ki bodo plačevali davke, o tem pogovarjati čim prej. Na ta način, pravzaprav na nek način, seveda se na davčni upravi lotevamo projekta, pilotnega projekta o zaveščanju mladih o davkih. In si želimo, da bomo na ta način seveda dosegli tudi starše posredno. Prav pa je, da se mladostniki čim prej začnejo zavedati, torej da ne samo na področju te splošne finančne pismenosti, ampak konkretno na področju davkov, da se zavedajo, kaj to pomenijo, kaj pomenijo in kakšne so posledice izogibanja, kje v zgodovini so se pojavili davki, zakaj se jih plačuje in seveda na koncu, zakaj se jih porabi. Kakšen je odziv šol? Šole so bile šele s koncem junija seznanjene z možnostjo prijave. Mi kar nekaj teh prijav že imamo, vendar pač rok za prijavo bo potekal še septembra, tako da mi pričakujemo, da se bodo šole odzvale še septembra in bomo potem pač ocenili, koliko je bilo dejansko tega odziva. Po do sedaj prijetem odzivu pa lahko rečemo, da je zanimanje veliko in da bomo lahko dosegli pravzaprav veliko dijakov in mladostnikov. Reakcija. Tudi finančni svetovalci se ukvarjate in srečujete tako s finančno pismenostjo, kot verjetno tudi z nepismenostjo. Kaj ne, Mitja Glavnik? Seveda. Mi smo pravzaprav veja neodvisnih finančnih svetovalcev, ki nekako skrbimo za celovito upravljanje premoženja, tako da mi smo čisto, bom rekel, lastno iniciativno leta 2006 tudi izvedeli eno anketo o finančni pismenosti. Bom rekel, popolnoma pismenih je 8% anketirancev bilo v tistem trenutku takrat. Kakšna je najboljša kombinacija? Neko povprečno finančno znanje, tudi recimo pomoč finančnega strokovnjaka oziroma svetovalca. Kje je rešitev? Pravzaprav zdrava pamet je najboljši recept za to. Namreč zdrava pamet je to, da se ustvarja presežke, se pravi, da mesec zaključiš s pozitivno bilanco, ne z negativno, da varčuješ, potem pa pridejo tiste vprašanja, kje zdaj varčevati, kako, na kakšen način, pri komu. Veliko se govori o finančnem opismenjevanju. Kako si ga vi predstavljate? Pri svojem delu sem tudi naletel na en lep projekt MAPS iz Irske, kjer država pravzaprav financira finančne svetovalce zato, da pomagajo ljudem, da se izkopljajo iz dolga in tako naprej. In s tem namenom pač človek danes naredi to, kar lahko, kar je zmožen, in zato smo tudi ta Rescue fond na tabli.si ustanovili, kjer pač zbiramo manjše zneske od posameznikov in s tem financiramo svetovanja pač ljudem, ki to pomoč potrebujejo. No, ampak organizirano finančno opismenjevanje, v mislih imam šolo, vseživljenjsko izobraževanje in tako naprej. Verjetno me sprašujete, če je to potrebno. Tako je. Jaz mislim, da je nujno. Namreč v šolo hodimo zato, da dobimo izobrazbo rabimo zato, da dobimo dobro službo pa rabimo zato, da zaslužimo denar. Zdaj ta končna faza, ko imam denar, pa ni nekih programov, ki bi nas skozi proces šolanja naučile, kako s tem denarjem razpolagati. Kaj pa kot državljani? Kakšno finančno znanje potrebujemo, ker se odločamo o marsičem, ne? Ali pa se v našem imenu odločajo o pomembnih finančnih zadevah, ki jih potem čez leta in leta odplačujemo zaradi napak, ki so bile storjene? No, to je
malce širši pogled na celo zadevo. Eno so pač osebne finance, vsak se sreča z delnicami, depoziti, krediti, razno ponudbo, to je treba usklajevati, a ne na tem mikronivoju. Seveda je pa zelo dobro, da se človek zaveda konteksta, v katerem živi, deluje, funkcionira in ne škodi, bom rekel, čisto osnovna izobrazba na temo makroekonomije, recimo, da se ve, o čem naši vodje govorijo in razpravljajo, tako da absolutno širši kontekst je tudi potreben. Reakcija.